Dober dan vsem, ki nas spremljate v spletni dvorani našega kulturnega doma in knjižnice na YouTube kanalu. Danes in še dvakrat nas boste lahko spremljali v idiličnem okolju stare slovenske kmečke hiše, ki nam bo pomagala obuditi slovenske šege ob božiču in novem letu. Smo namreč na Juneževi domačiji v Rogaški Slatini, na kateri nas s pregovorno gostoljubnostjo slovenskega človeka gosti gospod Miran Junež, za kar smo mu iz srca hvaležni. Sicer pa smo v najbolj skrivnostnem času leta. Času, ko staro umira in se rojeva novo. To sta dve največji skrivnosti v našem življenju. Ni čudno, da se je okoli tega časa spletlo toliko bajk, pripovedk ter tradicionalnih pogansko-krščanskih šeg in navad. Priprave na ta najskrivnostnejši čas leta se začnejo s prvo adventno nedeljo, ko se v rimskokatoliški cerkvi obrne prvi dan novega cerkvenega leta. Zdaj pa smo tik pred praznovanjem 3 božičev, ki se odvijajo v tako imenovanem času 12 volčjih noči. To so božični večer, silvestrski večer in večer pred praznikom svetih 3 kraljev. Največ vsega se je dogajalo v zadnjih 6 dneh starega in v prvih 6 dneh novega leta. Temu času pravimo 12 volčjih noči. V teh skrivnostnih dneh zimskega sončnega obrata je v naših prednikih rasel prastari strah, da sončno božanstvo, stari Svarog, ne bi opešal prej, preden bi se rodilo mlado sonce. Krščanstvo je volčje noči pokristjanilo v sveto 12. rodnevje, a prastari strah je ostal. V gozdovih okoli vasi so še vedno zavijali lačni volkovi, tulil je veter in lomil suhe veje. Oddaljene gore in temni zimski oblaki pa so še vedno zakrivali trumo skrivnostnih bitij, ki so se v zimskih viharjih s hruščem in truščem podila po naših krajih. Prejšnje čase, veste, je bilo zelo nevarno takole podvečer, ko je večna luč odzvonila, hoditi zunaj. Izpod hiše nisi smel, predvsem pa ne na kvaterne sobote in mlade sobote. Namreč to je bil čas divje jage. Če te je divja jaga dobila na prostem, je bilo po tebi. In ko je bila divja jaga, to se je slišalo. Lajanje psov, tuljenje goničev, pokanje pušk, cviljenje divjačine, grozno cviljenje, tuljenje, hropenje in ta trušč, ta divja jaga je v kratkem času obšel doline in hribe in gorje, komor ga je doletela. Tam v Šentlenartu na Koroškem je imel kmet Tomažič mlin. Neke kvaterne sobote se je odpravil, da zmelje nekoliko pšenice, na hrbet si je vrgel vrečo z zrnjem in šel v mlin. Ko je končal, pa čeprav je hitro delal, ga je ulovila noč. Na zemljo se je spustila noč, kmet Tomažič se je takole oprtal moko na hrbet in že hotel oditi, ko je naenkrat zaslišal lajanje, vpitje, kričanje, tuljenje, cviljenje. Obbežal je divja jaga. Sploh ni imel kaj drugega storiti, kot da se je hitro stisnil pod kap mlina, kolikor je uspel in skoraj okamenel. Ena noga pa mu je ostala izpod kapa. Divja jaga je privršala in ko je bila tik ob njem, je Tomažiča naenkrat zelo zabolelo. Klecnila mu je noga, skoraj bi bil zavpil. Ko pa se je trušč polegel, se je ubogi kmet komaj privlekel domov. Zdravil je bil zdaj on nogo povsod, vse je poskusil, kar je bilo mogoče, nič ni bilo bolje. Nekega dne se je odločil, da stopi v železno kapljo do župnika in se posvetuje z njim, kako in kaj. Poslušal ga je župnik, dobro ga je poslušal.
Tomažič mu je povedal, od kdaj, kako ga boli in da ne pomaga resnično prav nič. Pa mu je župnik rekel tako: natanko ob letu dni, ob enaki uri se postavi na enak kraj in stoji natanko tako kot takrat. Počakaj na divjo jago. Ni bilo prijetno kmetu Tomažiču to storiti, a kaj je hotel? Noga ga je vedno bolj bolela. In je res storil. Ob letu, točno na kvaterno soboto, se je postavil ob mlin tako kot takrat. Ni mu bilo treba dolgo čakati, ko je spet zaslišal tisto lajanje, kričanje, cviljenje, tuljenje. Divja jaga! Tresel se je, lasje so mu šli po konci in ko je divja jaga bila tik njega, je čisto razločno slišal: ej, tu sem lani v ta štor zapičil sekirco, letos jo bom pa vzel. In ko je bila divja jaga mimo, glejte, bolečina je popolnoma izginila. Vesel in srečen je šel kmet Tomažič domov, a divje jage ni skušal nikoli več. V temnih, mrzlih nočeh pred začetkom novega leta je bil oni svet za kratke trenutke odprt. Nebo je bilo odprto vsemu dobremu in tudi hudemu. To je bil čas, ko si je človek poskušal izprositi srečo in dobro letino, ko je svoj dom poskušal zaščititi pred nesrečo in boleznjo, svoja polja pred točo, zaščititi živino pred uroki, preprečiti sušo in povodenj. Poskušal pa je tudi izvedeti za dogodke v prihodnjem letu. Bo letina dobra? Bo družina zdrava? Se bo živina dobro rodila? Se bo hči omožila? Bo sin moral k vojakom? Na vse ta in še na mnogo drugih vprašanj si je človek poskušal odgovoriti s pomočjo prerokovanj, vedeževanj, s čaranjem ali kakorkoli že danes imenujemo to davno radovednost človeka, tako povezanega z naravo. Človek se je že od nekdaj trudil, da bi sebe, svoja polja in živino zavaroval pred zlimi silami. Pri teh prizadevanjih sta mu pomagala predvsem voda in ogenj. Voda je imela v tem času čarodejno in zdravilno moč. Pravijo, da bi se naj za nekaj trenutkov na sveti večer natanko v polnoči spremenila v vino ali celo v zlato. Dekletom je voda prinesla lep obraz, če so si ga umile z vodo, v katero so prej namočile jabolko in rože. Še danes pa velja navada, da z blagoslovljeno vodo, ki jo po maši na dan pred božičem prinesemo domov, pokropimo domačijo. To prikliče blagoslov, dobro letino in blaginjo. Enak blagoslov kot voda naj bi hiši prinesel ogenj. V naše kraje so ogenj pred davnimi časi prinesli velikani Ajdi, ki so nam zgradili tudi celo vrsto gora. Na slovenski domačiji je ogenj varovala mati. Vsak večer je skrbno pometla ognjišče in na njem iz trsk naredila znamenje križa. Nekoč so ob vseh največjih praznikih v naši deželi goreli kresovi v čas staremu sončnemu božanstvu. V času zimskega solsticija so goreli kresovi, ki naj bi umirajočemu Svarogu pomagali ohraniti moč. Ena najstarejših božičnih šeg pa je zažiganje drevesnega panja. Božični panj, ki bi mu lahko rekli tudi čok ali štor, je moral biti tako velik, da je gorel vseh 12 božičnih dni. Naši predniki so gorečemu štoru prepisovali veliko zdravilno, obrambno in rodovitno moč. Ob njem je družina preživljala vsak večer, prepevala božične pesmi, trla orehe, molila, se grela ob ognju ter božičnemu panju celo ponujala vino. Z njim je ravnala, kot da je živo bitje. Z načinom gorenja in iskrenja je napovedovala številne prelomne trenutke prihajajočega leta. Potem, ko je panj dogorel, so njegov pepel raztrosili po polju, kjer je že plodil bodočo rast in jo blagoslavljal. Čaru vode in ognja sta se kmalu pridružila še čar kruha in čar zimzelenega rastlinja. Kruh je od nekdaj zasedal prav posebno mesto v življenju vasi. Spoštovanje kruha je že od nekdaj globoko zakoreninjeno v naših krajih.
Kruh je bil in je še vedno osrednji simbol vseh življenjskih in letnih praznikov. Krstna pogača, lectov kruh, božični kruh, pustni krofi, velikonočni kruh in mnogi drugi. Daleč največ dobrih čarodejnih moči skriva v sebi božični kruh. Ta izvira že iz predkrščanskega obdobja. V raznih pokrajinah so božični kruh pekli z različnih vrst moke, imel je mnogo oblik in mnogo imen. Najbolj znano ime zanj je poprtnjak, ker je bil pokrit s prtom. Ta sveti kruh so gospodinje krasile s cvetjem, suhim sadjem ali figuricami iz testa. Gospodinja ga je na mizo postavila prvi sveti večer, na mizi pa je moral stati vse 3 svete večere. Kos kruha je dobil vsak član družine, tako ljudje kot živina. Kako smo Slovenci dobili kruh in kdaj, pa pripoveduje stara koroška pravljica. Daleč nazaj naši pradedje niso poznali ne pšenice, ne rži. Tam je ob Dravi živel bogat ribič. Ta je obogatel s tem, da je lovil v Dravi ribe. Bil je prijazen in prijeten in vsakič, ko je prišel k vodi, je pozdravil. Dober dan, mamica Dravica, dober dan, kako kaj? In Drava je zašumela, če bi je bila temna ali je bila svetla ali je bila počasna ali hitra, vselej mu je dala veliko rib. Sčasoma je res postal bogat, nekaj jih je prodal, nekaj razdal, zase jih je imel vedno dovolj. Globoko hvaležnost je nekoč začutil do Drave, pa jo je vprašal: Ej, mamica Dravica, povej mi, kako, s čim naj te vrnem, da si mi pomagala do blagostanja? Voda je zašumela, je vzvalovila in Drava je takole rekla: Pojdi v tuje kraje, tam ljudje poznajo kruh, bel in ržen. Kupi vsakega po en hlebec, pa mi ga prinesi. Je šel ribič res v daljne kraje. Ej, kako lepo so tu ljudje živeli in krasen kruh so imeli. Pa prijazni so bili. Povprašal je o tem in onem in potem kupil 2 hleba, kot mu naročila Drava. Ampak iz česa, kako dobite ta dober kruh? Ljudje so mu dali s seboj še vrečico pšenice in vrečico rži. Vsem tem je prišel ribič domov in oddaleč zaklical: Ej, mamica Dravica, vse sem prinesel, kot si naročila, na. V njena nedarja je vrgel hlebce in žito in glejte, Drava je začela poplavljati, naraščala je 3 dni in 3 noči. Ko je voda končno upadla in šla zopet iz levega in desnega brega, je posijalo zlato sonce in mlado zeleno žito in rž sta začela odganjati. Ljudje so počakali, da so dobili zrnje in tako so potem imeli kruh. Še danes na levem in desnem bregu Drave rastejo prelepa polja zlate pšenice in dobre rži. Poleg božičnega kruha je oko na praznični mizi počivalo tudi na mladem kaljenem žitu. Mlado kaljeno žito sredi zime je prastara šega, ki je že starim Grkom sredi zime obljubljala skorajšnjo pomlad. Ta šega je živa še danes in tudi našo praznično mizo na Juneževi domačiji krasi mlado kaljeno žito. V naših krajih je navada, da na Barbarino 4. decembra ali pa na god svete Lucije 13. decembra v plitve posodice posejemo žitno seme. Do božiča v topli sobi žito vzkali in krasi božično mizo.
Krašenje božičnih dni s kaljenim žitom pa je le ena od oblik prastarega čaščenja zimzelenega rastlinja. Zimzeleno rastlinje so stara ljudstva vedno častila kot neke vrste svete rastline, ki človeka pomlajujejo ter mu prinašajo zdravje in srečo. Smrečje, bela omela, božje drevo, bršljan, mah, vsi ti so v naših krajih rastline, ki v belo in mrtvo zimsko naravo vnašajo zeleno barvo in z njo upanje, da kmalu spet pride pomlad. V božičnem času pa so se tudi na drevju dogajali različni čudeži. O enem pripoveduje stara pripoved o kralju Matjažu. Na Koroškem so zgodbe o kralju Matjažu še zelo žive. Mnogo jih je, ena od teh pa pripoveduje o zeleni lipi sredi zime. Pa je takrat, ko je kralj Matjaž še vladal, ljudje so ga imeli radi, ker je bil pravičen kralj, so mu bili drugi kralji nevošljivi. Zbrali so veliko vojsko in poslali nad kralja Matjaža. Dobro se je boril, hrabro se je boril, a bil je premočan sovražnik in moral se zateči v dolino Pece. Ljudje pravijo, da se je gora sama od sebe odprla in Peca je sprejela v svoje nedarje kralja Matjaža in 100 njegovih vojakov. Tam zdaj sedi ob kamniti mizi in čaka. Nekateri pravijo, da takrat, ko mu bo brada 7-krat ovila se okoli mize, drugi pa pravijo, da bo prišel takrat, ko bo sredi zime zacvetela in zadehtela lipa. Baje, da bo zrasla točno pred njegovo votlino, cvetela in žarela bo od polnoči do 1 ure. Vsa dolina bo z vonjem prepojena. In čez 1 uro se bo posušila. V tistem letu bo kralj Matjaž na Jurjevo stopil iz votline, obesil nanjo ščit in sabljo in lipa bo ponovno zacvetela. Takrat bo prišel baje kralj Matjaž nazaj in bo zopet vladal svojim ljudem pošteno in pravično. Ja, še danes na Koroškem pravijo, takrat, ko bo kraljevič Matjaž kraljeval, takrat bo kmet lahko kmetoval. In veste, zlati časi še prihajajo. Prihajajo zlati časi kralja Matjaža, ki bo od nas odgnal vse sovrage, vso krivico in zavladal pošteno svojim ljudem. Naši predniki so verjeli tudi, da ptičji lim ali bela omela zataknjena pod stropni tram hišo varuje pred tatovi. Verjeli so, da tat pod omelo se ne more več premakniti z mesta. Bela omela je vstop v hišo preprečevala celo urokom, prav tako pa je veljala za rastlino nesmrtnosti. Čisto po svoje pa zimi kljubuje mogočen hrast. Noče in noče odvreči suhega listja, ki se do pomladi trmasto drži vej. Toda svojo trmo je hrast nekega dne drago plačal in zato ima še danes liste razcefrane. V Prekmurju vam starejši ljudje vedo povedati, kako so vragi hoteli v nebo. Baje, da so nekoč hudiči prosili Boga, da jih spusti na nebo. Malo bi se ugledali in Bog se je zasmehljal in dejal, da, ko bo drevje odvrglo vse liste. Zdaj so vragi nestrpno čakali. Minila pomlad, poletje, jesen se je prevešalo že v drugo polovico, večina dreves je odvrgla liste, a hrast je trmasto držal svoje liste na drevesu. Sej posušili so se, a odpadli niso. Neučakani vragi so se zakadili v krošnje in svojimi dolgimi krempljami cefrali in cefrali liste. A kaj? Odpadli pa niso. Jezni in razočarani so se umaknili, niso mogli mu škoditi.
In tako veste tudi dan danes vragi domačiji, ki jo varuje vejica hrasta, ne morejo do živega. Tudi notri ne morejo stopiti. In tako vragi niso prišli ne v nebo, niti v nobeno kmečko hišo. Vsi ti davni čari in skrivnosti poganske davnine so v krščanski dobi dobivali krščansko podobo. In v stoletjih so se oblikovali v praznik, ki v vsako hišo prinaša mir in dobre želje. V krščanski dobi je vlogo domačega oltarja prevzela božična miza. Na njej so v času božiča stale dragocenosti, ki so našim prednikom omogočale življenje: kruh, voda, vino, poljski pridelki in orodje. Vsak od teh predmetov je nosil s seboj svoje čare in svojo prošnjo. Božična miza je bila zahvala za darove starega leta in prošnja za dobro letino v prihodnjem letu. Priprava božične mize se je razlikovala od kraja do kraja, povsod pa je bila nedotakljiva vse do konca božičnega časa, to je do svetih 3 kraljev. Častno mesto na božični mizi je torej zavzemal kruh. Poleg kruha je bila praznična potica za srečo in blaginjo. Zraven so bila tudi različna semena, čebula, česen in koruza naj bi zagotovili boljšo letino. Mizo je krasila tudi cvetoča češnjeva ali slivova veja. To je dekle utrgalo na dan svete Barbare ali svete Lucije in se je do božiča ravno prav razcvetela, da je zadišalo po pomladi. Vse, kar je bilo na božični mizi, je bilo posvečeno in zdravilno. Pod mizo pa so bili v mnogih krajih jarem, sekira, brus, molznik in plug, da bi bila zemlja plodnejša. Ponekod je pod mizo se znašlo tudi seno in vanj zataknjen krajcer. Tega je dobil barač, ki je prvi prišel v hišo, kajti tudi dobrota in darežljivost prinašata srečo. Božična miza je ostala prastari oltar in nam kaže, kako so naši predniki praznovali ob zimskem kresu. Krščanstvo je tej zahvalni mizi dodalo molitvenik, rožni venec in svečo. V hiši nad družinsko mizo je dobil prostor Bogkov kot, ki je bil ob božiču še posebej lepo okrašen s smrečjem, bršljanom in belo omelo. Osrednji del praznovanja božiča so postale jaslice, ki so imele sprva častno mesto v Bogkovem kotu. Ker je bilo tam zelo malo prostora, so se jaslice preselile na mizo in postajale vse večje in lepše. Jaslice so na slovensko domačijo prišle šele v 19. stoletju, predtem so bile v cerkvah, a tudi tam šele od 17. stoletja. Poleg jaslic naše domove danes krasi tudi božično drevo. To pa je še mlajša šega kakor jaslice. V 18. stoletju se je začela pojavljati v nemških mestih in se počasi širila na podeželje Srednje Evrope. V slovenski kmečki hiši okrašeno božično drevo ni bilo prepoznano do začetka 2. svetovne vojne in šega, ki je danes s božičem tako tesno prepletena, ni stara niti 100 let. Medtem pa korenine krščanskega obreda, kajenja in kropljenja segajo v tisočletja staro sročilo k osnovnima elementoma vode in ognja. V starih časih je hišni gospodar zažgal blagoslovljen les iz cvetno-nedeljske butere in nanj položil žerjavico, kadilo in smolo. Mati je medtem kropila domačijo z blagoslovljeno vodo in smrekovo vejico, otroci pa so nosili leščrbe ali svečke. Blagoslavljanje domačije je bilo nekdaj družinski obred in v njem je imel vsak član družine svojo vlogo. Medtem pa je postavljanje jaslic običaj, ki ga je v naše življenje in božične običaje vneslo krščanstvo. Prav tako kropljenja in blagoslavljanja domov večinoma ne opravljamo več sami, pač pa to v krščanskih domovih počne duhovnik. Smo tik pred božičem. In tukaj na moji levi vidimo eden najbolj pogostih prizorov tega časa. To so jaslice. Verjetno tako, kot sem se sam spraševal, le kdaj je bil tisti čas, ko so ljudje začeli uprizarjati božično zgodbo. Sem nekje prebral, da so prve žive jaslice bile postavljene leta 1226 in sicer jih je na božični večer postavil sam sveti Frančišek Asiški v vasi Greču
v Italiji. Pravijo, da je bil prizor, ki je bil postavljen na ravni velikosti, tako živ, da so ljudje pravili, se je pravi otrok v jaslih. A je bil ali ni bil, ne vemo. Glavno od takrat naprej nekako štejemo za začetek jaslic. V njih gledamo prizor te božične zgodbe, ki je danes, od takrat in danes, na takšne načine uprizorjen. Skoraj ni hiše in domačije, ki v teh dneh ne bi postavljala jaslic. Kaj pravzaprav hočejo povedati? Dvoje. Da se v nekem zgodovinskem trenutku rodi otrok in ga skušamo okvirno postaviti v čas mogočnega rimskega cesarstva in cesarja Avgusta. Od takrat štejemo tudi današnji čas. Drugo pa je, da jasli uprizarjajo tudi kot sestop Boga v naše življenje. Jaslice lahko gledamo z različnih zornih kotov, ampak prav je, da v njih vidimo tisto bistveno značilnost, kaj nam hočejo povedati. Povedati nam hočejo, da je Bog z nami v času, ko se je učlovečil, je za judovsko ljudstvo bil zelo težki časi. Morda lahko eno vzporednico potegnemo tudi danes. Na Slovenskem so se prve jaslice pojavile tam okoli leta 1644 in sicer so jih prizorili v cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani jezuiti. Takrat se tudi pri nas začnejo širiti ta božična zgodba, ki se širi tudi danes. Glejte, ko se boste v teh dneh ustavljali ob domačih jaslicah, ki bodo postavljene morda kje drugje, zunaj, v izložbah, ulicah, trgih, cestah, tudi v cerkvah bodo prav gotovo, stopite čisto blizu k njim. Nagnite uho svojega srca, prisluhnite, da nam sporočajo, da Bog tudi v teh morda za nas spremenjenih, težkih časih hodi z nami. Naj bo to tudi moje voščilo letošnjega božiča, da Bog tudi v teh časih hodi z nami, da se tudi v teh časih učloveči in je z nami. Res vsem želim resen tak, čeprav mogoče drugače kot do zdaj, doživeti božič.